spoštovani novinarji, hvala za vašo današnjo udeležbo. Danes izpolnjujemo eno od zavez koalicijske pogodbe in sicer koalicijske stranke skupaj s podpisi stranke SNS v zakonodajni postopek vlagamo predlog sprememb zakona o javnem naročanju za področje nabav v zdravstvo, ki prinaša znižanje cen medicinskih pripomočkov in medicinske opreme. Dejstvo je, da slovensko zdravstvo že več let pretresajo številne korupcijske afere o preplačenih medicinskih materialih, pri čemer pa vseh teh letih do sedaj ni bilo posluha, da bi se slednje tudi zakonsko uredilo in bi se na ta način onemogočila nadaljnja preplačila nabav v zdravstvo, ki smo jim bili priča v teh številnih odkritih aferah. Področje zdravstva je tudi tisto področje, ki je glede na epidemijo najbolj obremenjeno, zato želimo s tem zakonom pomagati, da bi novo ureditev nabav medicinske opreme prinesla predvsem transparentnejšo in bolj organizirano poslovanje zavodov, ki so vključeni v javno zdravstveno mrežo. V Slovenski demokratski stranki smo do sedaj vodili edini dve parlamentarni preiskovalni komisiji, ki sta bili za to področje ustanovljeni. Tako je preiskovalna komisija pod vodstvom Jelke Godec v prejšnji sestavi mandata ugotavljala zlorabe v slovenskem zdravstvenem sistemu na področju nakupa žilnih opornic. Trenutno pa je preiskovalna komisija na področju nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom pod mojim vodstvom že potrdila prvo mestno poročilo na podlagi zaključene preiskave nabav v splošni bolnišnici dr. Franca Drganca Nova Gorica. Pogled v to šempetrsko bolnišnico je naši preiskovalni komisiji pokazal praktičen primer večletnega, negospodarnega in netransparentnega ravnanja z javnimi financami. Na podlagi preiskave že zgolj enega samega segmenta nabav, to je področje nabav kolčnih protez, v komisiji zaskrbljeno ugotavljamo, da so bile le te preplačane v primerjavi z najcenejšo bolnišnico tudi do 75%. Takšne ugotovitve seveda kažejo na nujno potrebo po urejenosti tega področja, saj trenutno veljavna zakonodaja takšne anomalije očitno dopušča. Vmesno poročilo, za katerega moram povedati, da je bilo sprejeto brez glasu proti, torej to poročilo preiskovalne komisije, smo glede na ugotovitve preiskovalne komisije zaključili še z izhodišči oziroma smernicami za nadaljnje spremembe zakona, ki bi jih bilo potrebno sprejeti, da se takšna preplačila zdravstvenega materiala v praksi ne bi več dogajala. Na teh sprejetih izhodiščih preiskovalne komisije pa je pripravljen današnji predlog zakona za nabave na področju zdravstva, ki ga torej vlagamo v koalicijske stranke s podporo stranke SNS. In sicer predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem naročanju uvaja regulacijo cen nabav medicinskih pripomočkov in medicinske opreme s sistemom referenčnih cen. V javnem razpisu za nabavo medicinske opreme bi se zato vedno določila referenčna cena, ki bi jo oblikoval urad in sicer na podlagi podatkov iz slovenskih bolnišnic in preostalih bolnišnicah v primerljivih državah Evropske unije. V primeru, da bi prijavitelj, ki se prijavi na javni razpis, ponudil ceno, ki je za več kot 10% višja od te referenčne cene, bi lahko kupec brez dodatnih administrativnih ovir potreben material nabavil na enotnem trgu Evropske unije. O takšnem nesorazmerju cen med domačim distributerjem in to referenčno ceno pa bi moral kupec seznaniti vlado, ki bi preko pristojnega ministrstva o zadevi naprej obvestila Evropsko unijo, ustrezne urade ter tudi proizvajalce. Vkolikor bi pa naročnik ugotovil, da je na trgu isto blago po nižji ceni kot pri do sedaj izbranim ponudnikom, pa le tega pozove k znižanju cen. Če ponudnik v 30 dneh ne zniža cen medicinskih pripomočkov, lahko naročnik le te nabavi na prostem trgu. Torej, podpisniki tega zakona menimo, da bo predlagana ureditev nabav v zdravstvu kot prvo onemogočila dosedanja nerazumna in prekomerna odstopanja pri nabavah istega materiala v različnih bolnišnicah, predlagan model izenačitve nabavnih cen do vseh slovenskih zdravstvenih domovih oziroma zavodih, ki torej delujejo v okviru javne zdravstvene mreže,
pa bo vplivala na znižanje cen medicinskih pripomočkov in medicinske opreme na slovenskem trgu. Naj na koncu še dodam, da predlog sledi tudi ureditvi Evropskega sveta in sicer uredbi EU 2017/745, katere je med drugim tudi cilj, da se vzpostavi evropske podatke zbirke za medicinske pripomočke. Glede na dejstvo, da je bilo vmesno poročilo preiskovalne komisije, ki je torej temelj oziroma izhodišče za pripravo tega zakona, na včerajšnji seji preiskovalne komisije sprejeto brez glasu proti, pa se nadejamo tudi morebitne širše podpore temu zakonu tudi preostalih političnih strank. Lepo pozdravljeni, tudi v imenu Nove Slovenije. Nova Slovenija je prispevala podpise pod novelo zakona, ki bo uredila javno naročanje v zdravstvu, saj si želimo izkoreniniti sistemsko korupcijo, klientelizem in nepotizem. Naš cilj je kakovostno javno zdravstvo, ki je pod enakimi pogoji dostopno vsem. Problem sedanjega sistema javnih naročil v zdravstvu tiči v šibkem nadzoru. Korupcija je na marsikaterih točkah žal že kar vgrajena v sistem. Način naročanja in financiranja v zdravstvu namreč že sama po sebi predstavljata določena tveganja. Problem je, da ena in ista podjetja dobavljajo medicinske pripomočke in popolnoma obvladujejo trg in javna naročila. Tako se ne more vzpostaviti zdrava konkurenca, ki bi izločila ponudnike z visokimi maržami in prispevala k racionalni porabi sredstev iz skupne zdravstvene malhe. Vanjo vsi vsak mesec plačujemo sredstva za obvezno zdravstveno zavarovanje, zato bi nas državljane še kako moralo zanimati, kako učinkovito se ta denar porabi. Če se za medicinski material nameni manj denarja, ga bo več ostalo za storitve. Čakalne vrste bomo lahko skrajšali brez namenjenega ali pa namenjanja dodatnega proračunskega denarja v to skupno zdravstveno malho. V Državnem zboru na preiskovalnih komisijah, kot je že moja kolegica povedala, za nabavo žilnih opornic in otroške srčne kirurgije ter nabave medicinskih pripomočkov zadnje leta ugotavljamo številne nepravilnosti. Podanih pa je bilo kar nekaj kazenskih ovadb, ki pa žal še niso dobile epiloga in korupcija se očitno kar nadaljuje. Predlog zakona zato prinaša novo rešitev na področju javnega naročanja in sicer, da se na javnih razpisih za medicinske pripomočke in medicinsko opremo določijo referenčne cene, ki jih oblikuje Urad Vlade, pristojen za centralno cenovno evidenco. Predvideva se, da bo tega Vlada ustanovila v roku 6 mesecev. Pri oblikovanju referenčnih cen se upoštevajo cene v primerljivih državah članice Evropske unije. V primeru, da bi distributer, ki se je prijavil na razpis, referenčno ceno presegel za več kot 10% in te cene po pozivu naročnika ne bi znižal, lahko naročnik opremo in medicinske pripomočke nabavi na prostem trgu. Koalicijska pogodba na področju zdravstva je jasna tudi v delu, ki govori o zajezitvi korupcije. V Novi Sloveniji smo jo sopodpisali tudi iz razloga, da bomo s postavitvijo sistema evropsko primerljivih cen, večjo preglednostjo nad naročanjem in boljšim nadzorom zajezili porabo sredstev iz skupne zdravstvene malhe. To je malha vseh nas in za vse nas. Zato naš cilj je dobro delujoče, kakovostno in vsem dostopno zdravstvo. Današnji predlog je eden izmed korakov, da ga dosežemo. In to potrebujemo prav vsi državljanke in državljani. Spoštovani in spoštovani, dodam le to, da v poslanski skupini Stranke modernega centra predlagane spremembe vsebinsko vsekakor podpiramo. Tudi sama sem bila članica te preiskovalne komisije, ki je ugotovila številne anomalije, netransparentnost, negospodarno porabo sredstev, zato je predlagan zakon, ki ga vlagamo skupaj koalicijske stranke,
Vsekakor korak v pravo smer pri zajezitvi teh težav, ki se že dolgo let pojavljajo v zdravstvu. Zavedamo pa se, da bo zakon tekom zakonodajnega postopka verjetno potrebno še kaj amandmirati in verjamem, da bomo vsi skupaj s pristojnimi ministrstvi in vsi našli najboljše rešitve in šli v pravo smer. Hvala. Lep dober dan vsem skupaj. Slovenska nacionalna stranka je kot sodelavec v preiskovalni komisiji tudi da svoje podpise k predlogu, ki ga je vložila koalicija. Gre za rešitev, ki bo pripeljala do tega, da se bo nehalo v slovenskem zdravstvu trgovati z medicinsko opremo, služiti na nelegalen način, podkupovati, uporabljati razne zveze in predvsem bogatiti določene ljudi, ki tega ne zaslužijo. Slovensko zdravstvo mora biti narejeno za ljudi, ne pa za določene špekulante, ki so si že v teh časih do danes nabavili kar nekaj 100 milijonov dodatnih sredstev iz našega proračuna v lastne žepe. Slovenska nacionalna stranka vedno sodeluje pri dobrih projektih in to je odličen projekt, zato so naši podpisi tudi na tem zakonu. Včeraj je bilo na komisiji soglasno, praktično soglasno sprejeto vmesno poročilo. Vzdržala se je samo Levica, kar kaže na čuden odnos in diskrepanco njihovih izjav in pa dejanskega delovanja. Ampak mislim, da bomo zbrali v državnem zboru toliko pameti, da bo državni zbor ta zakon potrdil v skrajšanem postopku. Hvala. Ja, še eno vprašanje. Zanima me, če ste pri pripravi tega zakona upoštevali predloge svetovne skupine, zdravnikov iz skupine zdravstva.si, ne pravijo, da se tega še niso prebrali, ali so sodelovali pri pripravi zakona? Zdaj, če se navežem na to vprašanje, mislite tole delovno skupino, ki je delovala v okviru ministrstva in je bila oblikovana strani vlade. Glede, ta delovna skupina je delovala v tej smeri. Žal pač se je dogodilo, kar ste verjetno tudi, oziroma ste poročali mediji, da nekako določeni uradniki na ministrstvu ni bilo posluha, da bi se te zakonske spremembe čim hitreje sproducirale. Je pa dejstvo, da na spletni strani zdravstvo.si eni izmed teh članov, torej zdravniki te delovne skupine, zagovarjajo ta uvedbo tega modela referenčnih cen, kateremu tudi sledi ta predlog zakona. Mogoče kakšno pojasnilo glede tega urada vlade, ki bi ga ustanovili, ne? Kako bi to izgledalo, kdo bi ga vodil lahko? Glede, znotraj ministrstva bo ustanoven torej ta urad v roku 1 meseca in ta urad bi potem moral v 6 mesecih predstaviti oziroma pripraviti ta seznam materijala z temi referenčnimi cenami. To je seveda nujno, da lahko potem se postopek javnih naročil oziroma nabav v zdravstvu popelje na takšen način, zato pa tudi sama ustanovitev urada tudi potrebna. Skratka, pri pripravi tega zakona so bili upoštevani vsi dobri predlogi zdravnikov, zdravstvenih institucij in tudi posameznikov. Kako bo pa vlada pripravila ta svoj predlog, bomo pa videli in takrat bomo tudi mi s strani komisije in s strani tistih, ki smo podpisniki zakona, sodelovali in popravljali morebitne napake. Pomenili ste, da bo določene stvari potrebno amandmirati, da ste lahko mogoče malo bolj konkretni, kaj? Beseda je bila morda. Zakon je pripravljen, kakršen je, gre v zakonodajni postopek, kolikor imam informacije, je že bil tudi vložen. Če bo pa potrebno amandmirati, gre pa seveda v bistvu bolj predvidevamo za kakšne nomotehnične podpravke, kar je v bistvu vsakodnevno oziroma vedno praksa v takšnih primerih, ko se zakonodaja vključuje. Ni že kakšna konkretna? Ne.
Hvala lepa.